Pozdravljeni! Spet je prišel čas za naš običajni komentar novic, kjer si bomo tudi tokrat, kot ponavadi, pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo, seveda v preteklih dneh. Tudi tokrat se bo naš prispevek ustavil pri 4 različnih temah in kljub temu, da smo v poletnem premoru, vam zagotavljam, da imamo dovolj zanimivih novic. Ukolikor vas bo zanimalo, kaj piše v originalu posameznega članka, imate bližnjice zapisane, seveda kot običajno v samem opisu. In kot verjetno dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v članku. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, tudi danes smo prav na hitro ponovili pravila tega našega malce drugačnega formata, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. V prvi današnji temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen 4. avgusta na spletnem portalu motosport.com. Tu je govora o zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju pri McLarenu. Namreč pri McLarenu so tretja ekipa, ki je pripravila mehanizem, ki ga imenujemo Macarena, za letošnje svetovno prvenstvo Formule 1. Ampak nismo videli te izboljšave ne na kvalifikacijah in ne na dirki. Namreč pri ekipi iz Wokinga so malce bolj previdni. Spomnimo se, da na veliki nagradi Kitajske, na tistih prostih treningih, je imel Lewis Hamilton težavo za prvo izpeljanko, ki smo jo videli pri Ferrariju, in tudi pri Red Bullu je bilo moč opaziti kar nekaj težav, posebej pri Maxu Verstappenu, kar se tiče te revolucionarne oblike zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. In tu je treba dodati, da pri McLarenu verjetno nočejo vlagati preveč sredstev v razvoj mehanizma Macarene. Ta je že po svoje kompleksen, bolj podoben tistemu, ki smo ga videli pri Red Bullu kot pri Ferrariju, in pri McLarenu se zavedajo tveganja. Zato bomo verjetno videli še na kakšnem prostem treningu ta mehanizem in morda na dirki pred koncem sezone bodo tudi pri McLarenu imeli to novost. A zaenkrat je videti, da jim Macarena ne prinaša nobenih prednosti, namreč Lando Norris je veliko nagrado Madžarske zmagal z klasičnim mehanizmom. Toliko o tem, mi si pa poglejmo drugo današnjo temo. Druga današnja tema se bo pa dotaknila članka, ki je bil objavljen prav tako 4. avgusta na spletnem portalu Planet F1. Tu smo lahko prebrali, kako je Watanabe, glavni in odgovorni pri Hondi za razvoj njihovega pogonskega sklopa, bil malce skeptičen glede napredka ekipe Aston Martin. Dejal je, kako je proga na Hungaroringu bila malce bolj pisana na kožo tistemu, kar bi lahko pričakovali od britanske ekipe. In tu je kot običajno treba poudariti, da nov pogonski sklop Honde bo debitiral na prvi dirki po poletnem premoru, torej na veliki nagradi Nizozemske. Na snemalnemu dnevu, kjer je sodeloval Jack Crawford, so nekako preizkusili kombinacijo Aston Martina AMR 26B z novim pogonskim sklopom. Ampak videti bo treba, kaj bodo pokazali skupaj z ostalo konkurenco.
A tu ne smemo mimo dejstva, da res na dirki za veliko nagrado Madžarske pogonski sklop ni bil tisti bistveni element, ampak mislim, da se vsi strinjamo s tem, kako je bilo vidno pri Aston Martinu, da so napravili korak naprej. In sam menim, da Watanabe išče izgovore. Izgovore zaradi tega, da je Honda kot običajno s svojim pristopom rahlo zgrešila. Zgrešila tisto pravo smer, zgrešila tisti pravi pristop k Formuli 1. In videli bomo, kaj se bo zgodilo. Vsekakor pa menim, da takšne izjave, kot smo jo slišali tu, bi bilo bolje, da bi se jih odgovorni izognili, da bi bili lepo tiho in počakali na ono, kar bo pokazala proga. A kot običajno, gre za moje osebno mnenje. Mi se bomo pa spustili k tretji današnji temi. V tretji današnji temi se bomo pa dotaknili članka, ki je bil objavljen na uradni spletni strani Formule 1 in kjer njihov analitik Lorenz Barretto nekako združi tistih največjih 5 presenečenj letošnje sezone in jih nekako zoperstavi k 5 najhujšim razočaranjem tega začetka letošnje sezone. In najprej je treba povedati, da pri presenečenjih lahko najdemo izbor, s katerim se strinjamo ali pa ne. Tu je avtor dal Lewisa Hamiltona, Andrejo Kimija Antonellija, ne smemo pozabiti na Landa Norrisa, Izaka Hadjarja in Liama Lawsona. Sam moram tu dodati, da praktično imamo podoben kaotičen izbor tudi pri razočaranju. Namreč Lorenz Barretto je dejal, da so po njegovem izboru najbolj razočarali George Russell, Aston Martin, Max Verstappen, Williams ter seveda na koncu tudi ekipa Haas. In če se vpraša za moje mnenje, bom takoj pritrdil, da med presenečenji se strinjam s tem, da sta prijetno presenetila tako Andrea Kimi Antonelli kot Lewis Hamilton. O tem menim, da med nami navdušenci ni niti najmanjšega dvoma. Ampak po drugi strani, da je na spisku, naprimer, Lando Norris, ki je svojo prvo zmago dosegel šele na zadnji dirki pred poletnim premorom in je, bodimo iskreni, aktualni svetovni prvak, se mi zdi pa malček huda. Poleg tega, kaj sta tako izjemnega pokazala Izak Hadjar ter Liam Lawson, ne vem. Hadjar je seveda boljši od svojih predhodnikov, ampak to ga še ne naredi neko prijetno presenečenje. In Liam Lawson vsemi svojimi sezonami in izkušnjami le nekako dela tisto, kar se od njega pričakuje. In podobno bi lahko dejali pri razočaranju. Seveda, George Russell je razočaral in tudi Aston Martin v prvem delu sezone. Ampak Max Verstappen je na progi pokazal marsikaj izjemnega. Pustimo sedaj pri strani rezultate, ampak že če se ustavimo pri njegovem zadnjem delu dirke za veliko nagrado Madžarske, da absolutno ne moremo šteti med tiste, ki so razočarali. In tu je treba dodati, da Williams je pod pričakovanji. Seveda, če ga primerjamo z lansko sezono, kjer so presenetili. Kaj pa ekipa Haas? Nič novega. Na začetku so dobri in nato se izgubijo kot vsako leto. Izgleda, da je Lorenz Barretto to analizo pripravil samo in izključno na podlagi rezultatov, brez da bi sploh gledal dirke. In verjetno tako bi zadovoljil večino one publike, ki Formule 1 ne razume. In tu moram dodati, da takšen pristop je morda uspešen pri nekem portalu, ki se recimo temu amatersko ukvarja s Formulo 1, ne pa kot nek prispevek tiste uradne spletne strani, ki se ukvarja s tem športom. A kot običajno, moj pogled in moje mnenje. Mi se bomo pa še danes ustavili pri četrti naši temi.
Za konec pa kot običajno še tista malce bolj obrobna tema. Danes se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 1. avgusta na spletnem portalu RaceFans. Tu smo lahko prebrali, kako se želi Formula 1 pogoditi svojo publiko. Namreč, verjetno se še marsikdo izmed vas spomni, kaj se je zgodilo na prvi izvedbi dirke za veliko nagrado Las Vegasa. Carlos Sainz mlajši je imel bližnje srečanje z jaškom, kar je pomenilo predčasni konec prvega prostega treninga, in kar je še bolj pomembno, zamik začetka drugega prostega treninga, ki je bil izveden lokalno v zgodnjih jutranjih urah, ker organizator ni poskrbel za varnost na tribunah, so seveda tiste, ki so imeli karte, lepo varnostniki odgnali v hotel. In ker se je zadeva zgodila v Združenih državah Amerike, so seveda sledile tožbe. In Formula 1 sedaj ponuja odškodnino. Nekaj več kot $3 milijone za vse imetnike, ki so še ohranili karte iz leta 2023. Koliko bi to prišlo na posameznika, ni dano vedeti, mi bi pa lahko dodali nekaj. Namreč izgleda, da so nekateri v organizacijo šli malce preveč lahkotno leta 2023. Verjetno se niso spomnili, kaj se je zgodilo na ulicah Azerbajdžana, ko je Mihael Masi malce lahkoverno dejal, da ni potrebno privariti jaškov, dovolj je, če jih privijačijo. In seveda nastala je podobna zadeva. Ampak tu menim, da bi morali nekateri posamezniki vztrajati. Pri Formuli 1 se mnogokrat govori o varnosti, ampak izgleda, da nekateri gledajo samo na to, kako bi manj stalo izvesti določene zadeve. In ponavljati ene in iste zgodbe, kar se tiče ubogih jaškov na uličnih dirkah, se tudi meni osebno zdi nesmiselno. Videli bomo seveda, kaj se bo zgodilo. Ampak tudi danes smo prišli do konca našega rednega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.